Obramba 1-1, na krilni poziciji večja razdalja. V tem položaju, ko napadalec prejme žogo daleč stran od obrambnega igralca, se obrambni igralec ne sme usmeriti direktno v štarta nasprotnika z žogo, pač pa mora zavzeti položaj med žogo in golom, se postaviti v obrambno držo, bočni položaj in usmerjati nasprotnika na out linijo, stran od gola. Pri tem mora obdržati pravo razdaljo do nasprotnika, ki mora biti nekoliko večja, da lahko pravočasno in uspešno reagira na potezo napadalca oziroma na gibanje žoge. Pri odvzemanju žoge v teku pa je pomembno vse tisto, kar smo že videli. Pravilen položaj telesa, razdalja do nasprotnika, priti med nasprotnika in žogo s telesom, tudi s pomočjo rok, ter pravočasen štart na žogo. Pri napadalcu desničarju je potrebno paziti na preigravanje proti golu in v sredino. Tu je obrambni igralec odreagiral dobro in v pravem trenutku. Obramba 1-1 na krilni poziciji, ko sta si nasprotnika blizu. Napadalec je desničar, obrambni igralec je postavljen pravilno, bočno, med žogo in golom in usmerja napadalca na out linijo. Stoji na primerni distanci, 2 do 3 korake in ne napada, pač pa čaka na potezo napadalca. V teku za žogo gleda, da postavi telo pred napadalca in mu onemogoči kontrolo žoge. Drseči start je izveden pravilno, žoga je šla izven igrišča. Tudi pri napadalcu, ki je levičar, mora preprečiti prvi vrsti prodor proti golu in se postavi enako, da ga usmerja na out linijo in v pravem trenutku napade. Sedaj napake. Obrambni igralec stoji preblizu, reagira na telo nasprotnika in ne gleda žoge, teče hrbtno, zato ne more dobiti prave hitrosti in spremljati nasprotnika, ki seveda pride v možnost za dosego gola.
na tekmo že hitimo. V dobrem in v slabem, za Slovenijo živimo. Evropa, poglej, Slovenija gre naprej. Slovenija gre naprej. Slovence na pohodu. Glej, 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 še dvigamo čaše. Glej, 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 za naše nogometaše. Vsi ljudje dobre volje, zmago že slavimo. Ko treba